Večkrat v življenju sem izbral samostojno pot. To je pot, ki je težja, s posledicami, na katere moraš biti pripravljen. Spiš pa potem zelo lepo, z mirno vestjo. Je pa to tak luksus, ki si ga moraš izboriti in borba ni lahka. Z vsako odločitvijo izbiramo samostojno pot. Življenje je kratko in ne vemo, kdaj se bo končalo. Zato si vsak večer izprašam vest. Ob končni sodbi za svoje dejanje odgovarjam sama, brez izgovorov, da nisem vedela, kaj počnem, ali da sem sledila temu ali onemu. Čeprav sem bil doma v mestu, so bile moja najsrečnejša, najbolj sproščena obdobja v otroštvu tista, ki sem jih doživljal na deželi. V mestu sem zaznaval preveliko zgoščenost dogodkov, predvsem pa ljudi, da bi jih lahko srečeval v njihovi osebni resničnosti. Bilo je preveč navideznosti in premalo pristnosti. V teh dneh opazujem številne, ki obiskujejo Zgornjo Savinjsko dolino, kjer bivam. Tako rekoč se vsi zgrinjajo le v Logarsko dolino, ki je bila tudi letos kar nekajkrat tako zapolnjena, da so morali ustaviti dotok avtomobilov z obiskovalci. In sem razmišljal, ljudje se umikamo iz gneče, da bi se umirili. A zakaj si potem izbiramo prostor počitnic v novi zgoščenosti ljudi in dražljajev? Kako da, za primer, na poti proti Logarski dolini ne opazimo številnih stranskih dolin s čudovitimi gorskimi potoki, fantastičnimi razgledi, predvsem pa z razkošjem miru in spokojnosti. V botaničnih vrtovih je cvetje usajeno na kup, a še obstajajo travniki in gozdovi, kjer cvetijo rože in raste drevje po zakonitostih božanske igrivosti. Tiste neprisiljenosti in nenarejenosti, ki te sprosti in umiri in v kateri lažje zaznaš in spoznavaš božansko edinstveno sebe in vsega, kar nas obdaja. Si upamo izstopiti iz toka množičnosti in v spokojnosti končno priti k sebi, iz navideznosti v svoje osebno jedro, zopet zaznati svoj resnični jaz. Na Apolonovem svetišču v Delfih je bil napis: Spoznaj sebe. In kdor je vstopil v svetišče, je lahko prebral nadaljevanje misli: In spoznal boš svet in Boga. Za pot v sveto središče svoje osebnosti je potrebna umirjenost in spokojnost. Ko nismo tuji sebi, smo lahko osebno bližnji tudi drugim. Pot k pristnemu srečevanju se začne s potjo k sebi, z vstopanjem v svoje osebno jedro, v svetišče osebne resničnosti. Dve poti sta se v gozdu razšli in jaz sem izbral manj izhojeno. In v tem je bila edina razlika, je zapisal Robert Frost. Tudi zato, da lahko zaznamo Boga in vse, kar nas v tem svetu obdaja.